Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni na pogovoru o knjigi Živijo lepotice, ki jo je napisala ameriška avtorica Ann Napolitano, v slovenskem prevodu pa je izšla v zbirki Žametna beletrina. Z mano je doktorica medicine, psihoterapevtka in avtorica knjižnih uspešnic Tina Bončina. Lepo pozdravljeni. Živijo. Torej, v knjigi, ki je zelo napeta, presunljiva, spremljamo usodo 4 sester Padavanov. Odraščajo v italijanski četrti in so zelo, zelo povezane. Pravzaprav so od rojstva neločljive. Knjiga je napisana z različnih perspektiv, ampak zanimivo, ne začne se s perspektivo ene od sester, ampak s perspektivo Williama Watersa, leta 1960, za katerega že takoj na začetku izvemo, da prvih nekaj dni svojega življenja ni bil edinec, ampak je imel sestrico. Torej, ker ste psihoterapevtka in ste najbrž knjigo brali nekoliko drugače, kot sem jo brala jaz, me zanima, zakaj je bilo potem za to knjigo ali pa za celi razvoj zgodbe pomembno, da imamo mi že na začetku takoj to informacijo o Williamu. Da ne bom preveč spoilerjev spustila v eter tle. Pomembno je zaradi tega, ker je en kontekst ene družine in nastavek za njegovo kasnejšo bolezen. Se pravi, on se je pravzaprav rodil v bolno družino, a ne? V depresivne starše, 2 depresivnima staršema. Se pravi, čas, ki bi moral biti zanj najbolj radosten, ker se z mamo poveže, ali pa če ni mame, da se poveže z drugim skrbnikom, je on imel 2 žalujoča starša. In to je zelo slaba odskočna deska za naslednje korake v življenju, oziroma zelo slaba popotnica, žalostna, prazna, brez ljubezni, a ne, za kasneje. In je to nekako vplivalo, tako kot psihoterapevtka ali pa zdravnica vam lahko rečem, tudi gotovo na razvoj njegovega živčevja. Se pravi, tudi fizično je on bil onemogočen, a ne? Zaradi tega, ker enostavno tega attachmenta, te navezanosti ni mogel izvesti, ni je dobil. Kako bi pa lahko starša ravnala drugače, ne? Pač seveda smrt otroka jo je zagotovo zelo pretresla, ampak kako bi lahko naredila v bistvu na eni strani prostor za žalovanje, torej izgubo otroka, na drugi strani pa še vedno prostor ljubezni, da bi sprejela, ne? Ker kakorkoli novorojenček pa vendarle pomeni neko novo radost, neko novo veselje. Gotovo s tem, da bi spregovorila, a ne? Če pa kaj zaznamuje in Williama in vse to, kar malega izvemo o njegovi družini, je to tišina. To je družinska skrivnost. O tej umrli deklici se ni spregovorilo, to je visel nekje v zraku, kot en plašč, ene črnine, ena tabu tema. In vse, kar je tabu, preraste v demone. Neizbežno. Tako da je bil v bistvu zaznamovan na nek način že s tem zelo zgodnji svoji pač starosti. Tako, a ne, kar je lastnost otrok, ki živijo v družinah, je, da privzamejo, da je to normala. A ne? Se pravi, ta naša prva enota je naš standard, kaj je normalno. In v njegovem primeru to, kar je on kot normo vzel, ni normalno. A ne? To je pravzaprav bilo bolno. Je polno tišine, brez povezanosti, z enimi nedostopnimi starši, s tem, da otrok takoj misli, da je on kriv, ne? Da z njim nekaj narobe. In to tudi zelo lepo se potem v naslednjih poglavjih vidi, ko on vstopi v ta svet košarke. Košarka, potem pa v bistvu tudi družina Padavanov, ne? Potem naslednja perspektiva, ko jo beremo, je v bistvu Giulia. To je najstarejša hči, ki se zaljubi v Williama in ona si zelo slika to bleščečo prihodnost in njega kot moškega, ki bo to tudi omogočil. Bi lahko na nek način bila ta družina Padavanov za njega nadomestna družina, da bi tam dobil torej tisto toplino, ki je v svoji primarni družini ni imel? Seveda. Ampak ne pri Giulii. Giulia kot prvorojenka, tako ste rekli, ona se zaljubi v Williama. Ona se ne zaljubi v Williama.
Ona se zaljubi o idejo, kaj išče pri možu in kako bo, ne vem, najlažje preživela v enem zakonu in se zmoti. Ja. A ne? Ampak ta del, kako so te sestre polne življenja, kako so odprte, kako so pravzaprav diametralno nasprotje njemu, je pa tako lepo opisan, kako je to en glasen, topu, radosti poln dom. Ne glede na to, da so starši iz ene čist druge generacije in tako naprej. Ampak tudi tako res je lepo napisan, tudi kako je Julia ta odgovorna, ambiciozna, delovna, marljiva, tako kot so prvorojenci. Se mi zdi, da je zelo, zelo lepo tudi napisan. Prvorojenka je taka, drugorojenka je taka, dvojčici sta takšni, vloga očeta, vloga matere. Ampak vse je to ena dost, bom rekla, zdrava družina, ne glede na zaplete, ki so jih imeli. Ker mlajše sestre, torej Silvi in pa dvojčici, se velikokrat po nasvet in zatočišče gresta ravno k Julii, najstarejši. To ste že omenili, torej prvorojenka ima torej malce bolj odgovorno vlogo, v tem primeru pravzaprav zelo. Je na nek način Julia tudi prevzela malce vlogo njihove mame, te zaščitnice? Zaščitnice je mogoče preprijazna beseda zame, mogoče malo šefice. Tako malo, tole prav, tole ne prav, tako bomo naredili. Ona je pravzaprav imela eno svojo pot tako dosti rigidno začrtano in je bila tudi en lep del časa zaradi tega osamljena, ker ni bila tako fleksibilna oziroma je mogla zamenjati okolje, da je lahko izpeljala to svojo ambicijo do konca. Mogoče bi tle opozorila, da ambicije vedno v naši kulturi označujemo kot nekaj pozitivnega, ona je pa ambiciozna ali pa kaj. V resnici je pa to dosti ena rigidna struktura iz potencialne prihodnosti. Če bom taka, bom srečna. Ko bom bogata, bom taka. Ko bom osvojila tist, bom taka in taka. Se pravi, ne živimo tukaj in zdaj in z našimi potenciali v skladu z eno idejo, kako bi naj morali biti. In ona to kar drago plača. Že začne se v bistvu s tem, ko si naslika, da ko bo pa imela otroka, bo pa potem to ena taka popolna sreča, ampak tam se stvari zelo zalomijo. Pravzaprav Williamu se po rojstvu hčerke kar zelo hitro začnejo, duševne stiske se pravzaprav povečajo in skoraj da ne vidi več izhoda. Bi bilo drugače, če bi imel ob sebi drugačno partnerko, ker pravzaprav William o svoji stiski z Julio sploh ne upa govoriti? Tako, to je dediščina, ki jo ima on iz svoje družine, da ne spregovori, da trpi v tišini. Ona je pa toliko prevzeta s svojim tem planom, otrok, mož, uspeh, profesor, kar si je ona pač zamislila, da pravzaprav sploh ni v stiku z njim. Se ona ne vidi, da je on depresiven. In tega, tako se mi zdi, da je tudi to lepo je opisan, kako to zdrkne mimo nas. Danes res mogoče v pop kulturi lahko vidimo kar nekaj enih samomorov, ki so naven bili uspešni ljudje, nasmejani, uspešni posamezniki, ki bi človek mislil, da imajo vse, na koncu pa dobimo vest, da so ga našli mrtvega. Tako se te depresije mimogrede zgodijo in če nismo v stiku, ne vidimo, ker nas depresiven človek hoče obvarovati pred svojo strašno pozicijo in grdimi mislimi. To naredi pravzaprav William, ker v bistvu ravno zaradi tega se želi ločiti od Julie in nekako ne ravno zapustiti, ampak umakniti se od svoje hčerke, ker je pač prepričan ali pa verjame, da bo v bistvu svojo duševno stisko povzročil veliko slabega. Se to ne veste, če mogoče celo ne bi. Zaradi tega, ker njegovi starši, ki ne vemo veliko o njih, ampak so bili kompletno ugasnjeni posamezniki, najverjetneje depresivni na en bolj funkcionalen sicer način, ampak so ga poškodovali in ni hotel ponoviti zgodbe. In tudi, če bi ostala z Julio skupaj,
ne bi bilo nič dobrega za nobenega. Se mi zdi, da bi bili 3 nesrečni posamezniki pol. Kaj pol menite o tem? Ona se potem umakne v New York in gre pač tja s hčerko, začne novo življenje. Zanima me predvsem ta del, ne? Zdaj otrok na neki točki začne spraševati, postane radoveden, kje je moj oče, kdo je moj oče. Najprej seveda ta Alice, hčerkica, ki dobi tudi svoj glas in perspektivo v knjigi, odrašča z nekim zavedanjem, da tega očeta sploh ni. Potem pa je Julia na neki točki razloži, da je oče umrl v prometni nesreči. Kaj menite o tem? Je bilo to zelo narobe, da ji je povedala, ali pa je na nek način jo želela zaščititi? To je težko vprašanje. Ona jo je že želela zaščititi, ampak razmišljala je samo o sebi. Ja, mislim, od vseh likov v knjigi meni Julia najbolj ni všeč, ker se mi zdi, da je sebična, da gleda samo in izključno na to, kar je njej pomembno, njej všeč, tako malo me, myself and I. Ja. In da je, to je v mojem sistemu vrednot, se zlagati otroku, da je oče mrtev, lažje kot povedati, da je depresiven ali pa poročen s sestro. Kot se zgodi. Zelo slabo, no, to je velika napaka v mojih očeh. Dopuščam pa seveda, da ima nekdo drugačen sistem vrednot, drugo razumevanje in tako naprej. Ampak Julia je bila kar meni zalogaj za čitati, moram priznati. Mi je bilo težko, všeč mi je bilo, da je močna ženska v smislu tega, da gre, vzame otroka, naredi vse, da se povzpne po eni lestvici, da poskrbi za hčerko in ima ta one 2 lepe trenutke, a ne? Ampak v bistvu za katero ceno? Pa ta laž potem, še dobro, da se tako lepo pol odkup, ker če ne bi pri meni kar črno piko imela. No. Zato me zanima, ker ste omenili, da Julia ni bila ravno vaša najljubša junakinja, s katerim likom, ne nujno sestro, ste torej najlažje sočustvovali ali pa ste jo najlažje razumeli? Na mojo kožo ni nobena pisana, všeč pa mi je bil dom, ki so si ga sestre potem ustvarile. Ta del se mi je pa zdel, kako je vsaka našla nekaj zase, sledila svoji duši, a ne? Kako skupaj potegnejo in kako se naredijo na koncu to dvojno hišo z velikim vrtom in en krasen domač ambient. S tem sem pa se povezala. Tako to se mi je zdel ta del, kako pa ustvarijo svoj ambient iz otroškega doma. To je njihova definicija ljubezni. Tako so gor rasle, povezane 4 sestre, a ne? Oče, ki se je zdel najprej rigiden, v resnici pa je avtor naslova same knjige, ne, koliko lepo. Ja. In tudi, ko je vse za en trenutek je vse razpadalo, Ja. a ne? Ampak so se našle in so se skupaj potegnile. In so naredile tisto, kar je njihovo zdravje. Zato se morda zdi, da družina gre čez veliko viharjev, pa sem prej rekla, da je zdrava, ne? Mogoče sem hecno besedo uporabila, ampak je funkcionalno disfunkcionalna, a ne? Ne moramo reči, da ni v tem krogu ljubezni. Je ljubezen, je povezanost, je odpuščanje. To sem vas želela vprašati, kako pomemben faktor je torej odpuščanje, ne? Ker trajalo je pravzaprav med Julio in Silvi 25 let. To je zelo dolga doba. Kako pomembno je bilo torej, da je prišlo do te točke, ne bova zdaj razkrili, ne? Ampak v nekem ključnem momentu življenja obeh vključenih, torej, da sta si bili sposobni pogledati v oči, se združiti po tolikih letih in odpustiti. Odpuščanje ne bi moglo biti lepše opisan, a ne? In tudi ta rašomonski pristop, a ne? Da lahko res iz različnih zornih kotov pogledamo,
kaj je mogel vsak posameznik za to narediti, ne nazadnje tudi William. Tako odpuščanje je mogoče podcenjena aktivnost v današnjem času in je gotovo, kako bi rekel, katalizator ozdravitve. Brez tega, da ene določene stvari prerastemo, odpustimo sebi in drugim, ne vem, če lahko dosežemo mentalno zdravje. Zanima me, ker je pač knjiga napisana zelo napeto, vmes že imaš občutek, v katero smer bo zdaj to zapeljalo, se bojo dogajale še slabe stvari. Kako ste se potem počutili, ko ste prišli čisto do konca? Kaj vam je ta knjiga dala? Bila je po dolgem času ena knjiga, da sem kar malo pogrešala, pol junakinje, ko je bilo konec zgodbe. Ampak sem razmišljala, zakaj. Pa se mi je zdelo to, zato ker sem jaz edinka in sem vedno želela ta vrvež sestra. In mi je bilo všeč, kako so sestavile življenje. In všeč mi je bilo tudi, kako nova generacija, kako sta sestrični našli stik. In ta zadnja scena se mi zdi strašno ganljiva. Tako da ta del se me tako tudi najbolj dotaknil, no, se pravim. To, kako je imeti enega res na svoji strani. Tudi po vseh možnih viharjih, ovirah, razočaranjih, moralno, mogoče tudi kakšnih spornih odločitvah, vseeno lahko na koncu najdeš v sebi ta prostor, da gre življenje naprej. Da odpustiš sebi in drugim in se osredotočiš na lepo, na pozitivno, na dobro, da ni ta senca za zmeraj. Se mi zdi v resnici, kakor je žalostno, je optimistično. Ja, res je. Hvala vam za pogovor. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, da ste poslušali najin pogovor o knjigi Živjo lepotica. Beletrina v živo.